Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Tokrat se nahajamo v sončnem parku Velenje, parku, ki mnogim Velenjčanom pomeni zelo veliko. V 60. letih prejšnjega stoletja urejen park z delom velenjskih žena predstavlja danes izvrstno zeleno kuliso za sprehode, druženje in marsikaj. Tudi za današnji praznični pogovor z županom Mestne občine Velenje, zato spoštovani župan Peter Dermol, dobrodošli in hvala, ker nas gostite v sončnem parku. Pravzaprav vas gostimo vsi Velenjčanke in Velenjčani, to je park, kamor ljudje radi zahajajo in verjamem, da ga marsikateri Velenjčan nosi v svojem srcu, posebno doživetje in verjamem, da je tudi današnji dan takšen. Zadnjo oddajo, junijsko, smo posneli v prostorih uprave Mestne občine Velenje, danes pa smo tukaj. In v tem času se je marsikaj zgodilo. Kakšne so novosti? Dobili ste tudi novega podžupana. Ja, novosti je veliko. Se pravzaprav v nobenem dnevu v letu občinska uprava ne miruje, vedno znova smo aktivni in tudi v tem zadnjem obdobju je bilo temu tako. To sem pa pravzaprav zelo ponosen in vesel, da je gospod Janez Melanšek sprejel moje povabilo, da pride v naš kolektiv kot podžupan Mestne občine Velenje. Če sem iskren, smo o tem kar nekajkrat diskutirala, mojo ponudbo je imel tudi nekaj mesecev že na mizi in v mesecu juniju in juliju so potem tudi dogovori, tako med socialnimi demokrati kot Gibanjem Svobode dozoreli v tem smislu, da smo podpisali sporazum o aktivnem sodelovanju pri razvoju naše lokalne skupnosti. Istočasno pa smo tudi z gospodom Melanškom dosegla seveda dogovor, da se priključi naši ekipi in njegova prisotnost je izjemno pomembna. On je konec konca tudi poveljnik civilne zaščite za celotno našo regijo in nastopil je ravno nekaj dni pred tem, preden so nas zajele močne avgustovske ujme. In če kdo, potem je eden tistih, ki lahko seveda na tem področju ustvarja dodano vrednost na področju civilne zaščite, varstva ljudi, narave, tehnične kulture in seveda tudi aktivnega sodelovanja med lokalno skupnostjo in pa državno ravnjo. Tako da prispeva ogromno dodano vrednost skupaj z obema podžupanima, gospod Aleksandro Vasiljevič in pa gospod Darinko Mravljak, pa sem prepričan, da imamo odličen podžupanski trojec, ki bo velikokrat razbremenil župana, pa ne zaradi tega, da sam ne bi želel delati, ampak zaradi tega, ker se določeni dogodki, aktivnosti podvajajo in seveda lahko rečem za vsakega od teh treh, da lahko zelo dobro nadomesti mojo odsotnost in to je tudi cilj tega, da pravzaprav pokažemo vsakemu dogodku, vsake aktivnosti, ki se izvaja v naši občini, spoštovanje za prisotnostjo bodi si župana, bodi si katerega izmed podžupanov. Ko ste ravno omenili obe podžupani in podžupana, imate sicer tudi dobro ekipo sodelavk in sodelavcev. Jaz sem ponosen na svojo ekipo, ker res v vsakem trenutku seveda morajo sprejemati izzive. Vsak dan je nekaj novega, nekaj drugačnega in velikokrat je težko, ampak če je ekipa dobra, potem seveda so tudi rezultati vidni. Za Velenje lahko pa mirne vesti trdim, da ima odlične rezultate, da so ti rezultati vidni ne samo v naši regiji, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. In to je plod trdega dela celotne ekipe. Če imaš pa obenem še seveda občanke in občane, ki podpirajo aktivnosti vodstva lokalne skupnosti, potem je pa vse skupaj seveda še veliko, veliko lažje. Poletje se počasi poslavlja, zakorakali smo v mesec september, za Velenje prav poseben mesec, saj takrat obeležujemo občinski praznik. Pa mi povejte, spoštovani župan, kako vi doživljate september na splošno? Kolikor vas poznamo, deloholik, od jutra do večera, tudi po noči velikokrat pišete, odgovarjate svojim sodelavkam in sodelavcem. Mesec december je vsaj zame pravzaprav najlepši mesec v letu. Pravzaprav zaradi tega, ker naše mesto praznuje, ker praznujemo pravzaprav vsi skupaj, Velenjčanke in Velenjčani.
tisti, ki nosimo to mesto v svojem srcu. In je čas v tem obdobju, da na eni strani seveda pogledamo, kaj smo dobrega storili v preteklosti, da vidimo, kje smo mogoče naredili kakšno napako in da se po drugi strani zazremo v prihodnost. Istočasno pa ob vseh teh resnih temah je to tudi čas in priložnost za to, da se družimo, da se veselimo in da seveda pokažemo spoštovanje tudi do vseh tistih, ki so zadnjih 64 let seveda od začetka do konca so ustvarili razvoj našega mesta, da tudi nam v teh časih seveda ni vseeno, kaj se bo z našim mestom dogajalo in da želimo zelo skrbno, odgovorno in seveda tudi z določenimi meri čustev razvijati naše mesto naprej, zato da se bodo ljudje tudi v prihodnosti tukaj tako počutili. In mesec september ti da vse to, vse te občutke, vsa čustva, vse tisto, kar je dobrega in slabega, seveda pride na plano in prav je, da o teh stvareh govorimo, pa včasih skozi zabavo, skozi druženje, včasih pa seveda tudi ob zelo resnih in strogih sestankih. Glede na to, da je Velenje srčno mesto, tudi vi ste župan z velikim srcem, je mesec september pomemben za vas tudi zato, ker ste pospremili vašo hčerko, v kateri razred, pa šolarje in šolarke? Ja, je, tudi zame je kar stresen ta vstop v september, sploh v letošnjem letu, ko se je tudi urnik glede na preteklo leto nekoliko spremenil in sem tudi sam moral določene utečene postopke iz preteklosti spremeniti, tako da se še malo lovim, ampak ja, hčerka je vstopila v drugi razred na osnovni šoli Gorica. Lepo je videti seveda otroka, ko vidiš, kako se razvija, lepo je videti otroka, včasih kar čudno, da z veseljem gre v šolo, če primerjam z mano potem... Ste tudi radi hodili v šolo? Vedno ni bilo temu tako, ampak tako pač je. To so izzivi, ki jih imajo otroci in lepo je videti. Res, če je otrok srečen, če z veseljem počne tisto, kar mu je dano in da ima pravo mero svobode, ustvarjalnosti. Ja, se zavzemamo za to, da se bodo vsi otroci tako počutili v naših šolah in da bodo res imeli občutek, da so tukaj seveda nekaj vredni. Torej, učenci so zakorakali v šolske klopi, prav tako dijaki, in v Mestni občini Velenje veliko pozornosti namenjate področju izobraževanja. Kakšen je bil letos vpis v velenjskih osnovnih šolah, pa še vprašanje, kateri investicijski projekti so v letošnjem šolskem letu predvideni na področju izobraževanja? Vpis je bil pričakovan. Demografske analize, ki se delajo, seveda zelo jasno pokažejo, kdaj je več otrok v predšolski vzgoji in kdaj potem seveda to večje število otrok pride tudi v osnovnošolske klopi in lahko rečem, da bo v letošnjem letu, pa še posebej v naslednjih letih, izziv predvsem v tem, da bo veliko več otrok prišlo v prvi razred osnovne šole, kar je seveda dobro vedeti že prej, da se tudi ustrezno kadrovsko in prostorsko na to pripravimo. V letošnjem letu je v predšolsko vzgojo vstopilo preko 1300 otrok, skozi tekoče leto bo pravzaprav še verjetno kar nekaj oddelkov tudi odprtih. Ob koncu leta je vedno nekje okoli 1400 otrok potem vključenih v predšolsko vzgojo in tudi v letošnjem letu bo temu tako v osnovnošolske programe oziroma izobraževanje, pa je letos vključenih preko 3300 otrok. In to samo govori, kako zelo kompleksno področje je področje izobraževanja in kako zelo veliko logistike je potrebno tudi pri pedagogih in pri ravnateljih, vseh tistih, ki seveda skrbijo za to, da so vse aktivnosti znotraj izobraževalnih procesov na nek način usklajene in da tečejo nemoteno. Zato se zahvaljujem seveda vsem in vsakomur, ki prispevajo k temu, da se naši otroci prijetno počutijo v šolah, da skrbijo za izobraževanje. So vedno znova kakšne pomanjkljivosti, te poskušamo sproti odpravljati, to pač prinese tudi razvoj dogodkov, družbena miselnost, veliko je seveda družbenih izzivov, ki se iz leta v leto spreminjajo in seveda tudi ti družbeni izzivi lahko vplivajo na izobraževalne procese, tako da so to vsako leto posebni izzivi, ampak zaenkrat jih lahko rečem odlično
tudi izpolnjujemo. Kar se investicij tiče, največja investicija v Center vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, kjer delamo prizidek. Prostorska stiska na tem področju je zelo velika, tako da bomo s tem zagotovili odprtje dodatnih oddelkov, da bo še več otrok lahko vključenih v Center vzgoje in izobraževanja. In investicija preko 2 milijona evrov. Uspešni smo bili na razpisu, da lahko približno 500 tisoč evrov dobimo kot nepovratna sredstva. Ostali del sredstev bomo zagotavljali iz lastnega proračuna, nekaj tudi strani sosednjih občin, tako da imamo finančno konstrukcijo zaprto in približno slabo leto dni bo potekala ta investicija. S tem bomo pa res zadostili temu, da bodo otroci, ki bodo vključeni v te programe, seveda imeli še bolj kvalitetno izobraževanje. Smo pa tudi v tem poletnem času obnovili stare prostore, tako da so že letos pravzaprav vstopili v novo šolsko leto tudi v prenovljene prostore. Pri tem seveda ne smemo pozabiti mogoče tudi šolskega centra, s katerim dobro sodelujemo. Imamo najboljšo glasbeno šolo v Sloveniji, to lahko vedno na glas ponosno povemo. Imamo Andragoški zavod, Ljudska univerza, ki skrbi seveda za starejšo populacijo, tako da mislim, da smo na tem področju zelo razviti. Bodo pa izzivi v prihodnosti, ko se bo naša dolina prestrukturirana, ko se bo miselnost, navade nekoliko spremenile, seveda, kot rečeno, da bodo tudi ti izobraževalni procesi, predvsem kasneje pri dijakih in pa pri starejših populacijah, se prilagajali vsem tem izzivom, pred katerimi smo pravzaprav vsi kot skupnost. Z velikim veseljem pa obiščete tudi vrtce. Ja, poseben čar je biti med otroci, verjetno zaradi iskrenosti vsega tistega, kar ti otroci pokažejo, kar ti dajo. Tako da v preteklem letu sem ubral tudi nekoliko drugačno pot, da sem seveda te male otroke povabil k sebi v pisarno, tako da tudi v letošnjem letu bomo to ponovili. Lepo je videti otroke, ko na nek način z velikimi učkami gledajo bodisi sejno dvorano, bodisi zastave slovenske, velenjske, evropske in tako naprej, ko poslušajo himno. Jaz mislim, da so to simboli našega mesta, da je mladim potrebno to že res zelo zgodaj približati, da potem tudi seveda razumejo, kakšno mesto živijo. In lepo je tudi kasneje, ko se sprehajaš po ulicah in ko te otroci na nek način ogovarjajo, pa te tudi upozorijo, da so že bili na obisku pri meni. Tako da so to neki prijetni občutki in prav je, da vidiš zadovoljne otroke tudi z neko tako simbolično gesto, ki jo lahko izvedeš. Kaj vas pa otroci ponavadi vprašajo, ko pridejo k vam v pisarno? Ker to so najbolj iskreni trenutki. Najbolj zanimivo vprašanje je bilo, koliko denarja imam. To se mi zdi, da se mi najbolj utrnilo v spomin in mi je bilo kar nekoliko nerodno povedati, kakšne mizerne plače imajo župani v primerjavi z direktorji javnih zavodov in z vsem ostalim javnim sektorjem. To je neko vprašanje, ki je bilo zelo zanimivo, pa vprašanje tudi, če lahko pravzaprav vse želje izpolnim in tako naprej. Skratka, so to vprašanja, ki so razumljiva in vidiš, kako otroci na svoj način raziskujejo življenje, raziskujejo svet, da pravzaprav ugotavljajo, kaj se pravzaprav okoli njih dogaja, kako življenje in ta svet se odziva, kakšno je dejansko stanje v Sloveniji, v Velenju, in otroci potem s tem seveda tudi odraščajo in si ustvarjajo neko svojo zgodbo lepega sveta, lepega mesta, in naj to čim dlje traja. Ko ste omenili tudi projekte pri ustanovah, bo potrebno zaradi neurij kakšna obnova, recimo streh osnovnih šol? Smo zelo odzivni bili na tem področju. Mislim, da na 3 osnovnih šolah je bila poškodovana streha, so pa, bom rekel, sodelavci in tudi institucije same takoj pristopile k ukrepom, tako da lahko rečem, da smo vse šole tudi ustrezno sanirali, da danes ni zaradi tega nobenih težav in da ne bo nikjer zamakalo zaradi tega razloga. So pa šole in tudi vrtci
v prihodnosti pred pomembnim izzivom, zaradi tega, ker želimo seveda vse šole in pa vrtce energetsko obnoviti, ker želimo dvigniti kvaliteto bivanja ali pa preživljanja seveda tega izobraževalnega in vzgojnega časa v teh institucijah. To je pa izziv, ki nas kot občinsko upravo zelo, bom rekel, bega, predvsem zaradi tega, ker v zadnjih letih smo imeli zelo ugodno ceno toplotne energije v primerjavi z ostalimi in katerikoli vlagatelj je želel energetsko obnoviti katerokoli javno institucijo v Velenju, se mu to zaradi ekonomike ni splačalo in seveda poskušamo sedaj poiskati nek najprimernejši poslovni model za to, da bomo seveda dobili financerje in da bo nekdo tudi pripravljen potem v to vložiti. Tako da si želim res, da bi čim hitreje pristopili k energetskimi sanacijami in da bi tudi zaradi tega seveda zagotovili dodatne prostore, istočasno pa da bi se seveda tudi stavbno pohištvo in vse, kar sodi zraven, primerno obnovilo. Gospod župan, letošnji julij in avgust so žal zaznamovala neurja in poplave, ki so v celotni državi povzročile ogromno škode. Pa me zanima, spremljali ste vremensko napoved. Prvi občutek, ko ste videli, kaj se dogaja, kako se je organiziral tudi štab civilne zaščite. Najbrž ob tej priložnosti zahvala vsem gasilcem, civilni zaščiti, vsem, ki so kakorkoli pomagali. In spet se je izkazala ta srčnost ljudi. Pravzaprav ne moreš verjeti, kako lahko en hipen trenutek spremeni življenje neki družini, posamezniku ali pa neki skupini ljudi. In te vremenske ujme, ki so se zgodile v mesecu juliju in pa v mesecu avgustu, so seveda povzročile predvsem to, da je veliko ljudi danes v neki življenjski stiski. Velenje je v tem primeru, lahko rečemo, zelo dobro odneslo. Če primerjamo okolico, pravzaprav od Koroške, Zgornje Savinjske, Spodnje Savinjske doline so utrpeli veliko večjo škodo. Če bi reka Paka prestopila, kar je bilo pravzaprav, česar nas je ločilo nekaj centimetrov, bi tudi v Velenju imeli zelo velike stiske ljudi, verjetno bi veliko družin bilo moralo biti odseljenih in tako naprej. Skratka, škoda bi bila enormna. Da do tega ni prišlo, ima res zahvale tako civilna zaščita z Bojanom Prlovškom na čelu, s katerim smo pravzaprav nenehno v navezi. Tudi v nočnem času, če je bilo potrebno, smo se slišali, spremljali smo vremenske napovedi. Gasilci, ki so takoj z svojimi intervencijami seveda poskrbeli za to, da so kritični deli mesta bili pravočasno očiščeni, da so pomagali tistim ljudem, kjer je bilo seveda ogroženo, bodisi življenje, lastnina, karkoli se je dalo storiti, so postorili. In če ne bi gasilci skupaj z ostalimi izvajalci, tudi koncesionarji, seveda pristopili takoj v akcijo in da ne bi čistili mostov, brežin, potem bi verjetno že kar v začetni fazi, že kar na območju Šaleka prišlo do razlitja reke Pake, ki bi potem res se verjetno širilo tudi skozi celotno naše mesto. In je prav, da se tega zavedamo, da imamo institucije, da se jim znamo zahvaliti, tudi javnim zavodom in pa konec koncev vsem občankam in občanom. Nismo bili, če sem zelo iskren, veliko na socialnih omrežjih, nismo bili veliko v medijih, smo pa vedno znova bili v ospredju kot posamezniki, kot skupine ljudi, kot institucije, ki smo pomagali tistim ljudem, ki so pomoč potrebovali. In če pogledamo samo primer kampa v Velenju, kjer smo pravzaprav gostili Metal Dayse, kjer so metalci bili prepuščeni sami sebi. Še nekaj ur predtem sem pravzaprav žural z njimi. Sem bil v kupici blata, moker od dežja in takrat si nisem znal predstavljati, da se bodo zjutraj pravzaprav te iste osebe zbudile v vodi, kjer so šotori bili poplavljeni, avtomobili poplavljeni. Ampak Velenje je tudi v tem primeru takoj odreagiralo.
Poiskali smo zatočišče, gasilci so priskočili na pomoč, civilna zaščita je seveda primerno se odzvala in najlepši trenutek je bil pravzaprav to, ko smo v Rdeči dvorani, kjer smo zagotovili prenočišče preko 1000 ljudi, 1200 ljudi je prenočilo. Tudi tistim gostom, ki so bili v kampu Menina, smo jih sprejeli tukaj v Velenju. Ko vidiš pravzaprav to hvaležnost, naslednji dan potem veš, da si opravil veliko dela. Je pa res, da je to zgolj začetek, da veliko imamo za postoriti za odpravo posledic neurja, tudi na območju Velenja, še več imajo pa naši prijatelji okrog Koroške regije, Saše regije, Savinjske regije in Velenje bo tudi v tem smislu seveda poskušalo po svojih najboljših močeh pomagati. Pa vseeno, kje je bilo najhuje? Zdaj odkrivane so bile strehe, pa sprožili so se zemeljski plazovi, tudi s cestami so bile težave. Kar se tiče poplavljanja, je bilo veliko težav na območju Škal. Plazov je bilo zelo veliko proženih na različnih delih, najbolj so nepremičnine ogrožali na območju Vinske gore. Velunja je pravzaprav bila odrezana od sveta, tako da veliko je bilo teh kritičnih točk. Težko je danes seveda enoznačno povedati, kje je bilo najhuje. V vsakem delu je bilo nekaj kritičnega in pravzaprav tudi v vsakem delu je bilo nekoliko drugače. Nekje ni bilo dostopnosti cest, drugje so plazovi ogrožali stanovanjske objekte, spet nekje drugje so bile poplavljene hiše in tako naprej, tako da so bili ti primeri zelo različni. In ja, Velenje pri tem ni bilo nobena izjema, je pa res, Velenje je veliko mesto in v primerjavi z sosednjimi ostalimi občinami imamo zadosti kadrovskih resursov, tudi finančnih, strokovnih, tehničnih resursov, da smo lahko seveda takoj priskočili na pomoč. So pa občine v naši neposredni bližini, ki teh resursov nimajo. Župani so bili pravzaprav prepuščeni samemu sebi z nekaj ljudmi in je njihova kriza, njihovo stanje danes, razmišljanje danes seveda veliko bolj logično, če vzameš v obzir pravzaprav s čim, kaj imajo na razpolago, da se lahko v takšnih posledicah tudi primerno odzovejo. Zato je prav seveda, da tudi Velenjčanke in Velenjčani imamo to pred sabo in da poskušamo tem ljudem pomagati. Ves čas ste bili s svojimi sodelavci tudi na terenu, ste si ogledovali vse to dogajanje. Je bila ustanovljena prav komisija za ocenjevanje, popis škode. Imate že prve ocene, kakšna je škoda? Zdaj, na območju Mestne občine Velenje so popisi narejeni. Res je, da to ocena, potem, ko bomo seveda sanacije same izvedli, bo ta ocena potem tudi veliko bolj realna. Ampak približno 12 milijonov evrov imamo danes škode na javni infrastrukturi na območju Mestne občine Velenje. Če sem preštejemo tudi vodni vir v Ljubiji, vemo, da Šaleška dolina ima vodooskrbo, ki zagotavlja seveda zelo čisto pitno vodo in da je 50% tega vodnega vira pravzaprav z tem, ko je Ljubija bila v nekaj kilometrih odrezana od sveta, vključujoč tudi našega vodovoda, seveda, da smo lahko zelo srečni, da smo pred leti obnovili vodovod in da smo naredili celovito oskrbo. Če tega projekta takrat ne bi bilo, bi Velenje, Šaleška dolina v tem obdobju bili pravzaprav brez čiste pitne vode. In to bi bilo nekaj najslabšega, tako da je zelo velik poseg na območju Ljubije. To sanacijo izvajamo. Mislim, da bo potrebno še približno 2 meseca, da bo tudi ta sanacija zaključena in da bomo znova imeli tudi iz tega območja zagotovljeno čisto pitno vodo. Do takrat bomo pa izkoriščali vodni vir, ki ga imamo na območju Topolšice. Tako da so ogromni projekti, ogromne posledice. 12 milijonov evrov seveda lokalna skupnost kot takšna nima za to, da bi lahko pokrila te posledice in računamo seveda, da bo država, ki se je pa zelo dobro odzvala, to moram povedati, tisto, kar je obljubljala, tudi se držala in da bomo seveda lokalne skupnosti te sredstva dobila povrjena za to, da bomo lahko tudi preostali razvoj našega mesta, naše regije normalno peljali naprej.
Gledalke in gledalci, spremljate oddajo Župan z vami. Tokrat gostimo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola. Ampak treba je priznati, Velenje je tudi tokrat pokazalo, da znamo stopiti skupaj in pomagati. Prepoznavni smo po prostovoljstvu, solidarnosti in medsebojni pomoči. In v zahvalo vsem srčnim prostovoljcem za njihovo požrtvovalnost in solidarnost ste pred dnevi na Visti pripravili tudi velik županov sprejem s športnimi igrami za velenjske prostovoljce, gasilce, člane društev s področja civilne zaščite in reševanja, krvodajalce, policiste in mestne redarje. Ste človek, ko greste med te ljudi in podarite lepo besedo, se zahvalite? To je tudi moja dolžnost. Pa ne samo, da se zahvaljujem zaradi tega, ker je to moja dolžnost, ampak tudi zaradi tega, ker to čutim, da je potrebno ljudem se znati zahvaliti. Vedno je ta občutek, ali si ljudem, tistim, ki so pripravljeni, ki pomagajo sočloveku, kot župan, kot lokalna skupnost, seveda dal dovolj za to, da čutijo, da spoštuješ njihovo delo. In en tak dogodek, ki ga organiziramo pravzaprav vsako leto, pokaže na nek način neke vrste spoštovanje do njihovega prispevka, ki ga daje naši lokalni skupnosti. In to je najmanj tisto, kar seveda lahko kot župan tem ljudem tudi dam. Niso tukaj samo prostovoljci, so tudi seveda institucije, ki delujejo na področju reševanja in zaščite ljudi, kot ste sami navedli, od policajev, mestnih redarjev in vsega ostalega. Vsak upravlja svoje delo, zato da seveda ščiti premoženje, da ščiti ljudi, da ščiti naravo. Velikokrat je to težko, velikokrat se izpostavljajo različnim tveganjem in prav je, da seveda kot župan se znam tem ljudem tudi ne samo zahvaliti zaradi dolžnosti svoje, ampak res, da se iz srca tem ljudem zahvališ. In odločili ste se tudi za organizacijo dobrodelnega koncerta Velenje pomaga v soboto 7. oktobra od 12. ure dalje na Visti. Ja, veliko sem razmišljal o tem, kaj pravzaprav storiti. Na enem izmed obiskov, ki sem ga imel na območju Ljubnjega, kjer sem obiskal tudi svojega prijatelja, sem pravzaprav mu postavil zelo enostavno vprašanje, na kakšen način ti lahko pomagam. Pa je ta prijatelj izgubil hišo, 3 avtomobile, pa ostalo premoženje. In njegov odgovor je bil pravzaprav zelo preprost, da ti ne moreš mi v tem trenutku pomagati. Lahko pa takrat, ko bom seveda gradil novo hišo, prideš pomagati graditi. Potem razmišljaš, seveda na kakšen način lahko pristopiš k temu in mislim, da je ta ideja, ne glede na to, da je teh dobrodelnih dogodkov zelo veliko, zelo dobra, da izkoristimo Visto kot na eni strani največji odprt prireditven prostor, na drugi strani Vista, ki je bila konec koncev tudi v središču poplav tukaj na območju Mestne občine Velenje, in pa Velenje, ki na nek način je v središču najbolj ogroženih občin ali regij, torej Koroške, Zgornje Savinjske, Spodnje Savinjske. In če lahko kaj naredimo, potem sem prepričan, da lahko na tej Visti, ker imamo sedaj že, lahko rečemo, zelo dobre izkušnje, naredimo en tak celodnevni dogodek z neko kulinarično ponudbo, z glasbenimi gosti, z odličnimi povezovalci, da ljudem popestrimo ta popoldan in da obenem naredimo tudi to dobrodelno noto. Zato na vseh teh dogodkih, ki so v mesecu septembru, nas spremlja tudi eno veliko srce, kot Šparovček, kot radi doma po domače rečemo, torej da ljudje že lahko na teh dogodkih prispevajo dobrodelni prispevek, istočasno lahko na vseh dogodkih tudi kupijo vstopnico za Visto, ki znaša 5 evrov. Zraven smo povabili tudi k sodelovanju seveda podjetja, ostale institucije in prepričan sem, da bo Velenje tudi 7. oktobra pokazalo to veliko srce, da bo veliko konec koncev dobre volje, pozitivnih doživetij, občutkov in pa predvsem veliko optimizma, da smo naredili neko dobro gesto, da smo to solidarnost, te vrednote, ki jih živimo v Velenju, znali približati tudi vsem ostalim občinam, ki so v težavah, in da bomo s temi prispevki seveda
vsaj upam, da bo temu tako, ali pa sem prepričan, da bo temu tako, seveda tudi marsikateri družini ali pa marsikateremu otroku ali starostniku v naslednjih tednih in mesecih, ko prihajajo hladnejši dnevi, nekoliko lažje. Torej, srčno mesto Velenje, srčen župan s to ekipo, ki organizira res super koncert, in številni tudi glasbeniki so z velikim veseljem rekli, da pridejo. Ja, hvaležen sem pravzaprav vsakemu posebej, ko je ekipa začela s projektom, ko so začeli to idejo seveda premlevati in ko so začeli klicariti, mislim, da so v 2 dneh že imeli preko 10 glasbenih gostov, in to samo kaže, kako zelo si ljudje želijo pomagati, in hvaležen sem pravzaprav vsakomur, ki bo prispeval v takšni ali drugačni obliki k temu, da bo ta dogodek uspel. In tudi, če bo slabo vreme, že imamo alternativo, torej se bomo selili v Rdečo dvorano. Skratka, tudi vreme nam ne more tega dogodka uničiti in verjamem, da bo dogodek uspel tako, kot smo si začrtali, predvsem pa, da bo namen, da pomagamo ljudem, seveda dosežen. Torej, gledalke in gledalci, že zdaj prijazno vabljeni na dobrodelni koncert Velenje pomaga. Zapomnite si datum, sobota 7. oktober od 12 ure dalje na Visti. In še eno opozorilo pa povabilo, da ste srčni in pomagate tudi vi. Do 31. oktobra je omogočena storitev donacije preko SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo Velenje pomaga 5. In že zdaj vam rečemo srčna in iskrena hvala. Kako boste torej, gospod župan, razdelili potem sredstva? Pomagali boste Savinjski in Koroški? Ideja, ki se je pojavila, je seveda, da poskušamo pomagati tudi Velenjčanom in Velenjčankam, tisti, ki bi takšno pomoč potrebovali. Seveda, večji del sredstev pa potem nameniti tudi za Koroško regijo, Zgornjo Savinjsko pa Spodnjo Savinjsko dolino. To so konec koncev naši prijatelji, ki živijo v neposredni bližini. Tudi, bom rekel, Velenjčani imamo veliko sorodnikov, prijateljev na teh območjih, tako da bo posebni izziv, kako ta sredstva tudi razdeliti. Zato smo se za pomoč tudi obrnili na Medobčinsko zvezo prijateljev mladine, ki bo zbirala ta sredstva in imajo velike izkušnje potem, kako ta sredstva ciljno in pravilno razdeliti, zato da bodo res prispevali oziroma dobili to pomoč tisti posamezniki ali pa tiste družine, ki živijo na robu že tako ali tako v normalnih razmerah, ko pa pride neka takšna ujma, kot je bila ta zadnja in ko ti pravzaprav odnese smisel življenja, pa to pomoč še veliko bolj potrebuje. Tako da sem prepričan, da bomo kar nekaj ljudem lahko pomagali in verjamem, da bo ta gesta seveda polepšala marsikateri dan ali pa trenutek nekemu posamezniku, družinam, tistim, ki so danes v težavah. Nekega dogodka v Velenju, kjer različne generacije se ne bi znale povezati, in tudi v tem primeru je temu tako. In tudi, če pogledamo prostovoljne aktivnosti, se pravzaprav je od najmlajših do najstarejših, vse ciljne skupine, vse starostne skupine so vključene v prostovoljstvo, se aktivirajo, pomagajo, in zato ob takšnem dogodku sem prepričan, da bo tudi veliko medgeneracijskega sodelovanja. Mestna občina Velenje se sooča z velikimi izzivi. Pred nami je preobrazba daljinskega ogrevanja in postopen prehod v obnovljive vire energije. V septembru ste vsem gospodinjstvom poslali tudi letak skupaj do prihrankov toplotne energije. Kako vi, gospod župan, vidite preobrazbo daljinskega sistema, pa kaj vse moramo narediti, zagotovo nekaj tudi mi občani in občanke? Ja, jaz si želim, da pri teh vprašanjih ne bi bilo veliko cinizma in, bom rekel, negativne kampanje, ker gre za eno najpomembnejših tem, s katerimi se sooča naša regija, naša skupnost, in enega največjih izzivov, ki jih imamo seveda v zelo kratki prihodnosti razvoja našega mesta. Ko govorimo o toplotni oskrbi, je prav, da govorimo na glas in da govorimo zelo iskreno. In če kaj,
velikokrat se zgodi, da ljudje nimajo pravih informacij, da jim manjka ustreznih informacij in zato bomo tudi mi skozi to komunikacijsko kampanjo poskušali ljudem čim bolj približati, kaj je pravzaprav namen zelene preobrazbe in kakšno nalogo in vlogo, pa tudi pristojnost ima seveda posamezni subjekt. Od lokalne skupnosti, komunalnega podjetja Velenje, na koncu seveda tudi do končnih uporabnikov. In mi želimo ljudem s tem povedati, da se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo v lokalni skupnosti, kako moramo katere projekte speljati, zato da bomo tudi v prihodnje imeli zanesljivo, okolju prijazno in pa cenovno vzdržno ali pa učinkovito oskrbo s toplotno energijo. In po drugi strani, kaj je tudi dobro, da ljudje naredijo v svojih domovih. Praksa, ki se kaže danes, in razlike med tistimi, ki so nekaj že postorili in tistimi, ki še niso ničesar storili, so pravzaprav v obliki razlik plačevanja položnic. Mi si želimo seveda, da bi imeli tudi v prihodnje najcenejši toplotni vir. K temu smo usmerjeni, ne znamo danes 100% oceniti, ali bomo najcenejši, ampak moramo biti med najcenejšimi, to je tudi naš osnovni cilj. In tukaj sem tudi hvaležen po drugi strani Termoelektrarni Šoštanj in pa Premogovnikov Velenje, s katerimi smo v zadnjem obdobju res zastavili zelo dobre odnose, odlično sodelujemo in se mi zdi, da je tudi ta družbena miselnost ali pa družbena odgovornost, ki je bila v zadnjih letih pomanjkljiva z njihove strani, vedno bolj v ospredju. In sem prepričan, da bomo skupaj poiskali takšne toplotne vire, ki bodo seveda zadostili potrebam Šaleške doline. Ljudem bomo pa poskušali tudi po svojih najboljših močeh pomagati, jih motivirati in jim kazati smer, kaj je dobro, da sami pri sebi naredijo. Zato, kot rečeno, da bomo konec koncev dosegli to, da bo vsak posameznik, vsaka družina lahko plačeval res stroškovno optimalno ceno toplotnega ogrevanja in da pri tem bo vedno imel topla stanovanja, tako kot je bil pravzaprav moto tudi takrat, ko so prvič gradili ta drugi največji sistem daljinskega ogrevanja, ki ga imamo v Sloveniji. Komunalno podjetje Velenje je skupaj z občinami, ustanoviteljicami in Termoelektrarno Šoštanj sklenilo sporazum o sodelovanju pri načrtovanju preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za postopen prehod na obnovljive vire energije. Mogoče se sliši precej zapleteno, ampak kaj lahko poveste o tem? Čisto preprosto. Preprosto je to. Če nadaljujem kar odprej, da smo dobre odnose sklenili, skratka, tudi smo podpisali sporazum o sodelovanju s preprostimi besedami, da v naslednjih mesecih poiščimo tehnične možnosti ali pa tehnične rešitve, ki bi jih lahko na lokaciji Termoelektrarne Šoštanj izvedli, realizirali zato, da bi tudi z tiste energetske lokacije imeli v nekem določenem obsegu zagotovljen toplotni vir. Tako da v naslednjih mesecih bodo te strokovnjaki, tehnologi seveda vse te možnosti raziskali in potem, ko bodo te možnosti dane na mizo, bomo to tudi proučili in takrat seveda tudi verjamem, da našli nek skupni interes in pa kompromis na drugi strani, da bomo skupaj z temi energetskimi družbami naredili korak naprej in začeli tudi dejansko izvajati določene projekte, ki bodo zagotavljali, bom rekel, toplotno energijo takšno, kot si jo naši občanke in občani zaslužijo. V Velenju pa smo se te dni razveselili zaključka gradnje novega stanovanjskega objekta z oskrbovanimi stanovanji na Žarovi cesti. Novi stanovalci so že vseljeni, pa predvidevam, da je to bil za vas en poseben dogodek, ko ste jim izročili tudi ključe. To je zelo poseben dogodek, prijeten dogodek, veliko smeha, veliko pozitivne energije, želje po življenju, kar je pri starostnikih zelo, zelo pomembno. Je čutiti in sem vesel, da smo uspeli s tem projektom. Stanovanja sem si dvakrat tudi ogledal. Kakšna so? Izjemno čudovita. Jaz pravzaprav
dvomim, da bi katerikoli izmed starostnikov, če bi videl takšno stanovanje, rekel ne, da ne bi se vselil v takšno stanovanje. Name so naredile velik vtis, mogoče tudi reakcija na to, ker je bilo nekje slišati očitke, da lokacija ni primerna za oskrbovana stanovanja za starostnike, ampak preden je ta objekt bil zgrajen, je na tem mestu stal objekt, ki je bil pravzaprav dotrajan, kjer je omet odpadal in v tem razpadajočem objektu so prav tako živeli starostniki. Pa takrat nihče ni rekel, da to ni primerna lokacija, primerni pogoji za življenje. Danes, ko imamo pa res čudovit objekt, ko je poskrbljeno pravzaprav za to, da bodo ljudje lahko varno tam živeli, da bodo imeli vse tisto, kar si želijo in si zaslužijo. Seveda pa poslušamo tudi očitke, da lokacija ni primerna. Tako da lokacija se v ničemer ni spremenila v preteklosti. Ljudje, tisti, ki so prepoznali željo in interes, da bi na tej lokaciji živeli, so se prijavili na razpis, stanovanja so oddana in dobra volja je prisotna in to je tudi največje zadoščenje, ki ga imam pri sebi. Investicija? Investicija je bila preko 2 milijonov evrov, približno 2,4 milijone evrov, slabega milijona evrov smo tudi dobili nepovratnih sredstev, ostali delež smo seveda zagotavljali iz lastnega vira, tako da lahko rečem, da smo pokazali še enkrat več, da smo kos tudi večjim investicijam, ne glede na to, da so seveda občinski proračuni vedno zelo omejeni, da vedno župani tarnamo, da nimamo dovolj finančnih sredstev, da bi lahko vse te razvojne naloge izvajali. Vedno postavljamo neke prioritete, predvsem pa dajemo prednost tistim projektom, za katere dobimo nek sofinanciran delež in potem zagotovimo finančna sredstva za njihovo izvedbo in oskrbovana stanovanja so en takšen primer. Je pa v tem objektu zdaj 12 stanovanj? 12 stanovanj, večja in manjša stanovanja, skupni prostori, kolesarnica, skratka poskrbljeno res za dostojno življenje starostnikov. Je pa treba priznati, spoštovani gospod župan, da se občine soočajo s premalo stanovanjskimi kapacitetami. Kakšne so potrebe v Velenju, predvsem kakšni so načrti za novogradnjo? Mislim, da smo na zadnjem pozivu, ki smo ga imeli objavljenega v letošnjem letu, dobili preko 360 prosilcev oziroma vlog za neprofitna stanovanja, kar je seveda izjemno visoka številka. Velenje je znano po tem, da ima na prebivalca pravzaprav zelo veliko neprofitnih stanovanj. Danes imamo približno 900 stanovanj, za katere lokalna skupnost skrbi za obratovanje, za vzdrževanje in tako naprej. In ne glede na strošek, seveda to poslanstvo tudi izvajamo. Številka 360 pa govori predvsem to, da tudi če zgradimo danes naselje za pošto, kjer je ena izmed ključnih investicij, pa naselje na selo, kjer bi skupaj dobili približno 400 stanovanj, ugotovimo, da s temi stanovanji pokrijemo zgolj ta neprofitno željo oziroma željo stanovalcev oziroma prosilcev za neprofitni najem. Kje so potem še ostali, ki seveda ne morejo kandidirati za ta stanovanja, ki imajo dovolj lastnega kapitala za to, da bi seveda lahko kupili tržno stanovanje. Tako da to samo kaže, da je potreba po stanovanjih zelo velika in zato kar nekaj prostorskih aktov danes sprejemamo. Kot rečeno, prostorski akt se pripravlja za pošto, naselje na selu, potem pri A-banki bloki, pri Velenki bloki, tako da imamo približno za 500 do 600 stanovanj danes prostorskih aktov. Nekaj je tistega, kar je v domeni lokalne skupnosti, veliko je pa tudi tega, da je privat investitorjev, tako da verjamem, da ko bomo seveda te projekte izvedli, da se bo ta nepremičninski krč potem sprostil in da bodo ljudje veliko lažje dostopali do stanovanj. Lokalna skupnost bo pa poskrbela za to, da bomo imeli tako stanovanja za mlade, kot tudi stanovanja za starostnike in pa neprofitni, splošni neprofitni najem. To je naša naloga, to je naš cilj in tega se lotevamo z željo seveda, da pravzaprav vsakomur, ki si želi priti do stanovanja, omogočamo tudi življenje v nekem normalnem stanovanju. S tem nekako želite obdržati mlade tudi v mestu Velenje, pa pritegniti tudi ostale mlade. Lepo ste, gospod župan, povedali, skrbite na eni strani za mlade in tudi za starejše. Jaz mislim, da je
če želimo seveda mlade zadržati v našem okolju in privabiti tudi ostale mlade v naše okolje, potem je zelo pomembno, da jim zagotovimo tiste osnovne življenjske pogoje. Eno je, da imajo kvalitetno izobraževanje, pri čemer zelo veliko in aktivno sodelujemo s Fakulteto za energetiko, tudi v tem smislu, da bi bila Velenje vstopna točka za študente tudi iz te regije, tako da bi tukaj resnično zadostili tej potrebi, da imamo še bolj bogate programe na področju fakultet, da po drugi strani se zavedamo, da ljudje potrebujejo, mlajše osebe, dostop na stanovanje, zato si želimo seveda, da bi v teh novih naseljih nastajali tudi bloki, ki bodo namenjeni izključno mladim ljudem, da imamo v neposredni bližini vrtce, da je poskrbljeno za to in da seveda, da je Velenje kot mesto kraj, kjer je mogoče izvajati mnoge prostočasne aktivnosti, tako po eni strani v naravi, po drugi strani pa z aktivacijo v različnih društvih, ki jih je v našem okolju res zelo veliko z področja kulture, umetnosti, športa. Skratka, karkoli si človek želi početi v Velenju, najde sogovornika, najde institucijo in to je ta kvaliteta bivanja, ki jo imamo, skupaj z vsemi infrastrukturnimi seveda projekti, ki so bili izvedeni in tudi tisti, ki bodo. Sem pa prepričan, da bo Velenje res tudi v prihodnje mlado, energično mesto, kjer bo poskrbljeno za vse generacije in da bomo tudi preko medgeneracijskega sodelovanja znali seveda krepiti to sožitje in da bomo znali ali bodo znali mlajše generacije seveda poskrbeti za starejše, starejše bodo znali pa tudi spoštovati mlajše generacije, tudi če bodo nekoliko drugače razmišljali, mogoče izvajali nekatere aktivnosti na področju politika, kjerkoli druge, ne tako, kot si starejši zamišljajo, da je pravzaprav to neka svoboda, ki jo ima posameznik in če znamo drug drugega poslušati, razumeti, potem je tudi življenje v takšni skupnosti lahko zelo lepo. Kateri infrastrukturni projekti pa se trenutno že izvajajo v našem mestu? Pravkar smo zaključili z vodovodom in kanalizacijo na območju Goriške ceste. Predstavljamo sedaj oziroma odpiramo novo gradbišče na območju Vinske gore, kjer prav tako izvajamo komunalno infrastrukturo. Imamo vse potrebno pripravljeno tudi za začetek gradnje pločnika na Ljubljanski cesti. Največji projekt v tem trenutku je gradnja urbanega parka, ki se bo nekje v roku 2 mesecev tudi zaključil, istočasno nad gradnjo poslovne cone Stara vas, kjer so tudi investitorji, ki potrebuje ta del komunalno opremljene poslovne cone, že začeli z gradnjo svojih poslovnih objektov. Oskrbovana stanovanja smo že našteli, tako da veliko je teh investicij na različnih področjih. Vesel sem, da kljub zelo velikim finančnim vložkom, ki smo jih vlagali v posledice odprave neurij, razvoj našega mesta teče dalje. Je pa res, da bo potrebno zdaj v drugi polovici leta oziroma do konca leta zelo pametno delati tudi z javnimi financami, kajti je bilo kar nekaj nepričakovanih stroškov, predvsem za neurji, kot sem povedal, in bo potrebno mogoče kakšno investicijo nekoliko zamakniti, zato da seveda ne bi ogrozili občinskega proračuna, ampak kljub temu se bodo mogoče z kakšnim mesečnim ali pa 2-mesečnim zamikom tudi te investicije nadaljevale in v ničemer ne bomo spreminjali začrtanih projektov, ki smo jih začetka leta seveda zastavili. Mestna občina Velenje je bila na razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah zelo uspešna. Več kot $500 000 boste namenili za nadgraditev turistične infrastrukture Velenjske plaže. Na Velenjsko plažo ste še pa posebej ponosni, ne? Ogromno priznanj ste do zdaj že prejeli. Ja, mislim, da smo se na Velenjsko plažo že kar nekoliko navadili, ne? Da je vedno odlično obiskana, da to ni več nič kaj posebnega, ampak ja, moramo vedno znova se opozarjati, da je to nek izjemen dosežek, ki ga je doseglo naše mesto. Tudi zaradi tega mi poskušamo vsako leto vlagati sredstva v razvoj Velenjske plaže in pa pripadajočega območja. Vesel sem, da smo bili uspešni na razpisu, da bomo lahko v naslednjih letih več kot $500 000 vložili v to območje, s tem, da bomo zagotovili
seveda tudi normalno mobilnost za ranljive skupine ljudi, da bomo lahko tako imenovane čebeljake, kjer se danes prodaja prehrana in pa pijača, obnovili oziroma prenovili ta območja, da bodo tudi gostinci imeli boljše pogoje za svojo storitveno dejavnost. Skratka, bo kar nekaj posegov, Velenjska plaža bo dobila nekoliko drugačni izgled in bo to tudi posebni izziv, da bodo ljudje seveda še raje hodili na to območje, da bomo imeli veliko obiskovalcev in da bo seveda Velenjska plaža vedno znova ena izmed najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji. Greste kdaj zaplavati v Velenjsko jezero? Če sem iskren, zelo poredko. Zaradi časovne stiske bova rekla. Časovna stiska, pa takrat, ko imam čas, se tudi mogoče raje umaknem kam drugam, da imam nekoliko več mira, več sproščenosti in tudi, da lažje razmišljam o svojih osebnih, pa tudi seveda družbenih izzivih, pred katerimi smo vsi skupaj. Je pa bila Mestna občina Velenje uspešna tudi na javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023. Torej, finančna sredstva v višini 200 000 evrov pa me zanima, čemu bodo namenjena? Del sredstev bomo porabili za zaključek gradnje urbanega parka, ki se že izvaja. Gre za največji urbani park v Sloveniji. Lahko rečem, da je to projekt, ki je bil že pred 10, verjetno več leti obljubljen mladim, pa se do letošnjega leta ni realiziral, tako da mi letos to dolgoletno obljubo izpolnjujemo. Sem prepričan, da to bo čudovit prostor za druženje mladih, istočasno bodo na tem območju tudi košarkaška igrišča, pa potem tudi dobri nastavki za to, da se zgradi še plezalni center. Tako da del sredstev je namenjen temu, drugi del sredstev bomo pa porabili, ker so sredstva namenska za Rdečo dvorano, kjer bomo severno tribuno obnovili, tako da bomo teh 100 000 evrov porabili tudi za obnovo severne tribune in s tem bo seveda tudi navijanje pa preživljanje prostega ali kakšnega drugega časa v Rdeči dvorani še veliko, veliko prijetnejše. Gospod župan, v sklopu letošnjega občinskega praznika pripravljate 21. septembra v Velenju tudi mednarodno konferenco. Letos je tema diverzifikacija in gospodarski razvoj premogovnih regij v Evropi. Koga pravzaprav želite nagovoriti z vsebino konference? Želimo nagovoriti seveda vso zainteresirano javnost. Je pa res, da je letošnji fokus usmerjen na področje gospodarstva, kjer želimo v prihodnosti delovna mesta nekoliko razpršiti. Torej, da imamo različne dejavnosti, različna podjetja, ki zagotavljajo neke vrste srednje velika podjetja, ki zagotavljajo neko določeno število delovnih mest. To pa predvsem zaradi tega, ker so nas tudi izkušnje naučile, da v večjih sistemih, če pride do nekih bistvenih sprememb poslovnih, miselnih, lahko hitro nastane tudi tako imenovana socialna bomba, torej mnogo ljudi lahko ostane brez dela. Zato je naš cilj seveda, da v sklopu prestrukturiranja razpršimo ta delovna mesta. Zato smo privabljali nove investitorje, prišli so v naše okolje, s tem bomo to diverzifikacijo tudi naredili. Seveda je pa potrebno, poleg tega ni dovolj zgolj, da dobiš investitorja, da nekaj postavi, je potrebno tudi vse ostale družbene podsisteme temu prilagoditi, od izobraževanja do zdravstva, do vsega ostalega, skratka, da bomo ustvarjali ta kader, ki bo tukaj zaposlil, da bodo pedagogi vedeli, kakšna je prihodnost in usmeritev našega mesta, da bodo starši vedeli, otroci vedeli, da bo zdravstvo vedelo, kako reagirati, kakšna so tveganja za nastanek bolezni ali česarkoli druge. Skratka, vse to je med seboj zelo prepleteno, tako da želimo o tem na glas pregovoriti, predvsem pa pogledati, kakšni so bili primeri drugod po Evropi. Imamo tudi goste z ravni Evropske unije, da pogledamo, kako so se v Evropi tega reševali v drugih državah in mestih. Istočasno pa seveda tudi našo državo malo spodbudimo, da še enkrat več pregovorimo o prestrukturiranju in o zelo pomembnem zakonu o prestrukturiranju naše regije, ki zamuja sedaj že kakšno leto, da je to zelo pomemben zakon in da pričakujemo seveda, da na tem zakonu vsi skupaj delamo naprej in da pride
čim hitreje tudi do sprejetja takšnega zakona. Gledalke in gledalci, 20. september je praznik Mestne občine Velenje. Mineva 64 let, ko se je na Titovem trgu, torej pred 64 leti, z veliko slavesnostjo odprlo novo zgrajeno središče mladega mesta. In povejte, gospod župan, kakšno je naše mesto? Najlepše, srčno, sončno, prijazno in kaj vse pripravljate ob letošnjem občinskem prazniku? Ja, vsako leto je veliko dogodkov, so različni sprejemi za prvošolce, novorojence in tako naprej. Pikin festival, pravzaprav največji otroški festival v Sloveniji, sovpada z občinskim praznikom. Kot sem rekel, veliko bo tega druženja, tudi koncert ansambla Bratov Avsenik, Tabuja, tako da bo za druženje poskrbljeno, istočasno pa seveda zelo resne teme, kot je konferenca, mednarodna konferenca Pozdravljena prihodnost, kjer bomo spregovorili o gospodarskih izzivih v prihodnosti, kako se tega lotevati, in pa seveda osrednja občinska slovesnost, slavnostna seja, ki bo letos tudi nekaj posebnega, zaradi tega, ker bomo imenovali novega častnega občana Mestne občine Velenje. Ravno pred nekaj dnevi sem gostil tako gospoda Srečka Meha, kot tudi gospoda Matjaža Kmecla, ki sta častna občana. Bil sem na obisku tudi 100. obletnice gospoda Cirila Cesarja, ki žal zaradi zdravstvenih težav seveda ne more biti več tako agilen, ampak to so ljudje, ki so Velenju nekaj dali, ki zelo veliko pomenijo, ki so poskrbeli za to, da je naše mesto takšno, kot je danes. Spoštovanje vsem tem ljudem je potrebno vedno znova kazati, še posebej pa v občinskem prazniku. Slavnostna seja bo pa seveda dala novo ime, dr. Franc Žerdin, mislim, da sodi v to skupino, tako da mislim, da bo prijeten dogodek, nekoliko čustven, poseben predvsem za dr. Franca Žerdina, pa poseben tudi za naše mesto. In prav je, da še enkrat več pokažemo spoštovanje tudi do njegovega dela, do njegove zgodovine, pa konec koncev še danes aktivnega prebivalca naše občine, ki želi vedno znova pomagati in vedno, ko ga pokličem na razpolago, nikoli ne odlaša in nikoli ne reče ne. In kolikor vemo, slavnostna seja s podelitvijo teh občinskih priznanj bo v Domu kulture, se pravi v sredo 20. septembra, malce drugačna, nenavadna, moderna, čustvena. Vsega ne bomo povedali, lahko pa poveste, kdo so letošnji prejemniki priznanj, bila težka odločitev? Ja, verjamem, da ima komisija vsako leto zelo težko odločitev. Ne bi vseh našteval, da ne bi koga zgrešil, ker mislim, da je teh 10 ali 11 še ostalih prejemnikov, ampak ja, mogoče za grb Mestne občine Velenje, ki je na nek način poleg častnega občana tudi najvišje priznanje, dobita gospod Marko Primožič, dolgoletni akter na področju plavalnega kluba Velenje in pa Društvo za glušne in naglušne v Šaleški dolini. Mislim, da so to posamezniki in pa institucija, ki si za svoje preteklo delo zaslužijo zelo veliko spoštovanje. Je pa vedno tako, teh ljudi na območju Mestne občine Velenje, ki so zaslužni, ki bi lahko dobili takšne nagrade, je veliko in verjamem, da bo vsako leto težko odločitev, težko delo, ampak vedno na koncu rečemo, da je priznanje prišlo v prave roke in mislim, da je tudi v letošnjem letu temu tako. Bomo vseeno povedali, kdo so prejemniki letošnjih priznanj, torej častni občan Mestne občine Velenje, dr. Franc Žerdin. Grb Mestne občine Velenje prejmeta Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje ter Marko Primožič. Plaketo Mestne občine Velenje Mala Napotnikova kiparska kolonija, Varstveno-delovni center Saša in Mladinski svet Velenje. Županova priznanja pa Okrepčevalnica Mladost, Konovski štrajherji, Nina Mavec Krenker, Nada Štravs in Lutkovno gledališče Velenje. Bova rekla že zdaj iskrene čestitke. Počasi se približuje konec najnega klepeta. Gospod župan, veste, da vas vedno kaj osebnega tudi vprašam. Povejte mi čisto iskreno, vsi smo krvavi pod kožo. Pridejo vzponi in padci v našem življenju, pa ko imate morda
kakšen malo manj prijeten trenutek, kdo je tisti človek, ki mu najprej potožite, pa poveste, če vas kaj teži? Ali pa s kom najraje delite lepe trenutke? Ker vem, da imate tudi radi živali. Ja, najlepše trenutke seveda je najlepše deliti svojo družino. Tiste najtežje trenutke se pa najraje zaprem sam vase in sam sabo se pogovarjam, zato ker se mi zdi, da tudi najbolj razumem situacijo, v katero sem zašel, potem ko pa seveda stvari na nek način premlevam ali pa pridem do nekih zaključkov, pa vseeno bodi si sodelavce, bodi si doma družino nekoliko potipam, če pravilno razmišljam. Tako da vedno je dobro imeti kakšno mnenje, prav pa je, kot rečeno, in tudi najboljše se tako počutim, da tistih slabih trenutkov ne delim preveč med ostale, ker sem človek, ki sem prepričan v to, da če na nek način deliš negativno energijo, slabe trenutke, ustvarja seveda negativno konotacijo in jaz mislim, da si pravzaprav Velenje ne zasluži, da bi govorili o negativnih stvarih, da je dobro na njih opozoriti, ampak predvsem, da našo energijo in fokus usmerimo v pozitivo, v vse izzive, ki nas čakajo in da si rečemo, da bomo neki izziv dosegli in potem ga skupaj tudi dosežemo. Tako da so to neki občutki, ki jih kot župan seveda imaš, ki jih zelo težko tudi pojasniš navzven ljudem. Je pa res, vsaki krvav pod kožo, pridejo dobri, slabi dnevi, te kdo razjezi, včasih poveš, včasih ne. Skratka, različne situacije, ki na nek način ustvarjajo tudi mojo življenjsko zgodbo, vedno pa zelo iskreno in iz srca, da si želim, da je ta življenjska zgodba tudi na nek način zelo močno vpeta v razvoj našega mesta. Torej, velikokrat zadržite kaj v duši in srcu, čeprav to ni najbolje za naše zdravje, ne? Največkrat je temu tako. Drugače pa športne aktivnosti, sprehodi, narava? Šport me pa vedno znova, pravzaprav iz najbolj težkih trenutkov tudi potegne ven in če kje, če kdaj, potem imam v času, ko izvajam športne aktivnosti, čas razmišljati o določenih tematikah, o določenih izzivah, tudi o teh negativnih izkušnjah, ki jih doživim in športom potem pravzaprav po koncu rekreacije je marsikateri problem lažje obvladljiv ali pa celo rešen. Ampak prav gotovo žena Neca ali pa vaši sodelavci vedo, kaj imate najraje, da vas s čim sladkim recimo presenetijo. Ker znate deliti čokolade, ne? Čokolade raje delim kot jem, sladkega ne obožujem, tako da sem pristaš zelenjave in pa mesa. Zelo iskreno, če govorimo o teh stvareh, ja, včasih znajo seveda poskrbeti za to, da je moje razpoloženje boljše, včasih pa tudi za to, da je slabše, ampak to je normalno pravzaprav pri vseh ljudeh. Kot rečeno, sem pa veliko rajše v domačem okolju, pa govorimo o pozitivnih stvareh, o nekih družinskih izzivih, ko jih imamo, o tem, kam bi šli na dopust, kdaj bi šli na dopust. To so tisti lepši trenutki in raje, bom rekel, te negativne in slabe stvari res potiskam ob stran in jih potem razčistim sam s sabo takrat, ko je za to priložnost. Župan, to veste, da se mi vedno dobro počutimo v vaši družbi. In tale sončni park je bil danes samo pika na i. Kako ste se pa počutili vi? Zelo prijetno in zelo hiter mine ta ura pogovora. Vedno je prijeten klepet in če sem iskren tudi redno, oziroma zelo redko na takšen način komuniciram z javnostjo, kajti vedno je tempo, vedno se pravzaprav dogodki odvijajo zelo hitro, sestanki iz enega na drugega potem poti v Ljubljano in niti nimaš časa razmišljati o vseh teh stvarih. Tukaj se pa, kar je prijetno, vzamem čas in da razmišljam tudi mogoče nekoliko globlje v posameznih dogodkih, čustvih, čutenjih. To je pa seveda tudi posledica vašega vodenja. Lepo. Sem vesela, gospod župan, da znate pokazati kot moški tudi čustva. Vsi smo krvavi pod kožo, smo rekli. Ja. Gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Župan z vami. Tokrat smo gostili župana srčnega mesta Velenje in vsem občankam in občanom, pa gledalkam in gledalcem seveda tudi iskrene čestitke ob letošnjem občinskem prazniku. Hvala za vašo pozornost in prav je, da s poslanico
današnjo oddajo konča tudi župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol. Hvala lepa še enkrat in izvolite. Hvala tudi vam. Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani, pestro leto je za nami. Zelo veliko se je zgodilo in vedno sem prepričan, da smo skupaj soustvarjali zelo lepo zgodbo. Lepo zgodbo, ki se je zaključila z občinsko slovesnostjo in lepo zgodbo, ki se bo nadaljevala tudi po občinski slovesnosti. Naše mesto praznuje in prav je, da praznujemo skupaj. Stvari, ki so se zgodile v zadnjem obdobju, verjamem, da ste čutili tudi vi. Vsak na svoj poseben način. Prav je, da Velenje, ki je znano po svojih vrednotah, vse od nastanka naprej tudi takšno v prihodnosti ostane. In to je tudi največja garancija, da takrat, ko bomo mi potrebovali pomoč, si bomo znali pomagati sami in takrat, ko bodo drugi v stiskah, bomo znali pomagati tudi njim. To je Velenje, zato imamo Velenje radi. Hvala lepa.